Tadam. Tadam. Ja, tole je pa zdaj ena posebna zadeva. A veste kaj? To je moja prijateljica Dobrila. In Dobrila ni samo moja prijateljica, ampak je moj poslovna partnerca, ker je moja računovodkinja. In sem tako hvaležna, da sem prišla do nje, ker na koncu koncev imeti v tem logičnem svetu tako čustveno bitje, jaz sem to hvaležna. In danes sva pa tukaj z namenom, ker vam prav nekaj posebnega moram pokazati, povedati, ampak preden grem na to, da vam povem, kaj imam tukaj, vam bi rada predstavila Dobrilo, da par besed pove o sebi, kar res želim, da jo spoznate. Tako da, ja, Dobrila, midva bova zdaj same klepetale in sem Dobrili tudi rekla, ker ni vajena kamere, da je to tako, kot da pač midva klepetava in vi prisustvujete temu klepetu. No, tako da, v glavnem, Dobrila, kaj bi izmed tega, kar ti delaš, najbolj izpostavlja? Tisto, kar ti predstavlja največjo strast pri vsem, kar delaš. Ja, Minka, najprej pozdravljena in pozdravljeni vsi skupaj. Ja, kot si že omenila, nisem vajena vseh teh pogovorov, tako da, da bo šlo. Ja. Bo šlo. Ja. Kaj jaz najrajše delam? Ves čas govorim, da znotraj mene prebivata neke dve kvalitete in ena je to, da sem ljubiteljica številk, ljubiteljica računovodstva, davkov. To je neko znanje, kakor sem ga prinesla že s sabo in tukaj je meni vse jasno. Ne? Drug del mene je pa ta, ja, to je pa pač ta povezava z nekim duhovnim, ezoteričnim svetom, z vsemi kvalitetami, ki jih ta svet nosi in bolj se povezujem z njemu, bolj ga želim prenesti v ta svet. Poleg tega, da sem računovodkinja, se že 16 let izobražujem na področju joge, delam, sem tudi coachinja, to veš, ker poleg računovodstva delam še druge stvari. To moram povedati. Če se vam kdaj zatakne, tako v življenju, glede projektov, da ne veste kako bi organizirali vse skupaj, ko se vrtite in ne najdete ven, rabite včasih samo pogled ene tretje osebe, ki pogleda na vašo situacijo neobremenjeno. In v trenutku, ker intuicija ji pa dela 100 na uro, dobi take rešitve, da samo glej in se čudi. Tako da to vam vsekakor priporočam. Zdaj pa tisto, kar ko si rekla, ne, ta duhovno vedenje prenesti v ta materialni svet. In zdaj, da vam povem, tole vabilo. Dobrila in njena prijateljica, a sem prav povedala? Suzana, ja. Suzana organizirata seminar za računovodje, se pravi za ljudi, ki živijo v tehničnem svetu, v materialnem svetu in pripravljata celodnevni seminar. In sicer, kdaj je to? 11.11. 11.11. Od 9 do 15.30, restauracija Šobec Lesce. V glavnem prijavite se lahko, od spodaj bom dala povezavo antistresna-konferenca.si. V glavnem na tej konferenci boste razlagali prav to, kar je v današnjem stresnem svetu pomembno za ljudi, ki imajo tempo v življenju, kako vseeno dihati, kako vseeno poskrbeti najprej za sebe, da si potem učinkovit na vseh ostalih področjih. In ne nazadnje Dobrila prav s tem znanjem joge to že tako uči. Tako da daj še kaj v tej smeri povej. Ja, jaz pri sebi vidim prednost v tem, da razumem stres, ki ga imamo v poslovnem svetu, kako je zagotoviti vse roke, kakor jih moramo zagotoviti, kako je obračunati plače na rok, kako je ogromno teh stresov, ki jih mi podjetniki imamo in tudi vsi zaposleni v računovodstvu in financah, ker to je pač neka specifična branža. Istočasno pa razumem, kako z raznimi tehnikami ta stres zminimizirati, kaj so motilci časa na delovnem mestu, kaj pomeni jutranja rutina, kako preobraziti in kako iti nad vse te strese in zaživeti bolj svobodno življenje. Ja, in to je najbolj pomembno. Ker če se vi zdaj najdete v tem,
da že zjutraj ob 5 zamujate, ker imate roke, pomeni, da bo treba nekaj narediti drugače, kot ste delali do zdaj, ker v nasprotnem primeru vsi vemo, izgorelost je danes moderna in ta izgorelost pomeni, da enostavno ljudje, ko ne zmorejo več, pa telo reče, dovolj, jaz ne zmorem več. Takrat se pa potem začnejo sestavljati počas in je treba prej nekaj narediti, preden sebe pripelješ do izgorelosti. Absolutno. In jaz pravim, da je največkrat izgorelost nastane v mislih. Ne? In če mi uspemo ta overload informacij, kakor jih imamo, nekako transformirati, umestiti, umiriti, narediti načrt, vizijo, jasnost, potem vse ostalo postane bolj ciljno usmerjeno in lahkotno. Ja, in to, no, tako da za vse tiste, ki vas pokliče, glejte, od spodaj boste imeli povezavo, še to, za vse tiste, ki ste moje stranke, boste imeli s kodo Minka dejansko popust na ta dogodek, tako da, glejte, če vas kliče, naredite nekaj za sebe. Torej, 11.11. dopoldan v restavraciji Šobec. Šobec je pa lokacija, ne vem, če jo poznate, to je pred Bledom in to je prekrasna lokacija, popolni mir v naravi, eno jezero je blizu in je tako. Upamo še, da bo lepo vreme, da bomo lahko določene aktivnosti izvedli tudi zunaj. Ja, super. Jaz vem, da to bo res nekaj neverjetnega in tako res, če vas kliče, lejte, prijavite se. No, zdaj pa naprej, tisto, kar sem pa želela in že dolg časa imam to v mislih. In ko je Dobrila rekla, da ima to konferenco, sem rekla, ne, zdaj bo pa mi da tole posnele, ker, lejte, Dobrila mi je podarila v glavnem dnevnik za pisanje tistega, kar je pomembno v mojem življenju. In zdaj je čas obdarovan, se je že začel, že razmišljamo, kaj bomo ljudem okrog sebe podarili. In kaj dati nekomu, zdaj je to poslovni partner, je to mogoče doma, ni pomembno, dati nekomu, ki veš, da bi rabil nekaj za nek premik naprej. In je v bistvu ta dnevnik res krasno darilo za vse tiste, ki delajo korake naprej. Zdaj pa ti ga predstav, Dobrila, ti si v bistvu zasnovala ta dnevnik pač prav po svoji intuiciji. Ja. Dnevnik. Sem strastna zagovornica pisanja dnevnika. Zakaj? Zato, ker mislim, da smo kreatorji vsake posamezne sekunde mi sami in tako, kakor se v življenju počutimo, tako si skreiramo. In vsakič, kakor sem kaj slabe volje, si rečem, ok, Dobrila, poglej se v ogledalo, poglej, kaj ni tukaj v redu. In eno izmed tehnik, ki pomaga meni pri osebnem razvoju, je vsekakor pisanje dnevnika. In to je nekaj, kar sem jaz vpeljala v mojo jutranjo rutino. Pišem zdaj že tako zelo intuitivno, kar pa je v dnevniku, so neka vodila, ki vas usmerjajo v to, da naredite neko bilanco, kdo vi ste zdaj, kako se zdaj počutite, kje se ne počutite dobro in kakšne korake boste naredili, da boste to spremenili. Ne? To je ena izmed zadev. Kdo si, kaj bi rad postal, recimo tle takoj na začetku. In jaz bom. Pomembno je, da vemo, kam gremo. Ker ne gre se za to, da samo preživimo današnji dan, ampak kam grem. Ne gre se za to, da ostaneš in živiš, ampak s tem načinom življenja, kam grem. In to je zelo pomembno za moje pojme, da vem, kam grem. In jaz sem prepričana, da to, če vem, česa ne želim, je tudi en del procesa, ker to pomeni, da česa ne želim več, to pomeni, da grem stran od tega. In ko to napišeš, se dejansko kreacija, energija prenese v stvarstvo. In ta dnevnik je namenjen temu, da to kreacijo svojih misli preneseš v materialni svet, ker prvi materialni svet je s tem, ko napišeš. Sem že materializiran. Ja, tako je. To je prvi korak. Daj mi povej tukaj le, uravnoteži tvoje življenje.
Ja. Za neko srečno in zadovoljno življenje je pomembno, da imamo pokrite različne aspekte. Od prijateljstva, družine, ne vem, nekih športnih aktivnosti, skrb za telo, kariera, spanje, ne vem, prehranjevanje. To je nek osnovni koncept, ki ga moramo imeti pokritega. In ko z mojimi klienti, ko rišemo ta krog in ga delamo, ugotovimo, da jih ima glavnina samo določene pokrite, običajno povezane s službo. Ne. Ja. In na račun preveč službe zanemarjamo, ne vem, socialno življenje, prehranjevanje, skrb za sebe, skrb za telo. In je zelo pomembno, da to ozavestimo in da isto naredimo neke cilje, kako bomo vse to spremenili. Ne? Ker samo to, da rečeš, ja, nimam časa in to ponavljati, pač to vodi k temu, da tudi v bodoče ne boš imel časa. Ne? In moraš sprejeti neke ukrepe, ki te bojo pripeljali do tega, da boš imel čas. Ne? Ja, zdaj mogoče, lejte, tale priročnik, tale dnevnik je odličen priročnik pri temu, kar v bistvu zdaj bi padlo na pamet, Dobrila, to je v bistvu točno to, kar bom jaz učila v šoli ljudi, da bojo uravnotežili ta del, ampak bomo šli podrobno v hrano, v hranilne snovi, kako podpreti, in ta del, dober, za posel bom čisto posebej delala. Boš mene poklicala. Ja, bom mene poklicala. In še eno stvar, kjer bom sigurno Dobrilo poklicala. Dobrila je inštruktorica joge in že tukaj noter ima ogromno znanja, tudi dela delavnice, vaje, tako da tukaj noter. In še ena stvar, tisti, ki ste prebrali mojo knjigo, ko imajo čakre žur, ste sigurno prišli do poglavja, kjer pišem pri spolni čakri, da kaj pa, če ne morete imeti otrok. No, in to je Dobrila. Dobrila je izpostavila svojo zgodbo, kako je, ko ostane naročje prazno, kako se spopasti s tem, kako sprejeti, ne spopasti, ampak sprejeti ta del življenja, da mogoče je pa tvoj namen biti širše, deliti materinstvo na drugačen način, kot samo enemu otroku, recimo samo v narekovajih, ne? Tako da sigurno, a veste, vsak ima svoje življenjsko poslanstvo, ampak tukaj iti čez to bolečino in iz tega iti kot zmagovalka, sem prepričana, da poznate sigurno kakšno družino, kakšna par, ki ne morete imeti otrok, dajte poslati jih Dobrili, jaz vam bom dala od spodaj povezavo do njene spletne strani, ker ona bo z vama, s tem parom predelala najbolj ključne zadeve, ker na koncu koncev to pot je ona prehodila. In vsak lahko iz svoje bolečine, prav iz svoje bolečine uči druge, ne? Ker lahko je nekomu govoriti o nečem, kar ni izkusil, ampak nekdo, ki pa izkusil, pa ve, o čem govori. Res je to, Minka, tako kot jaz ne morem in ne želim in nikoli ne bom govorila kaj o mamah, kako morajo vzgajati otroke, ker pač imam priložnost, na srečo z mano in z mojim partnerjem živi sin od Tomaža iz bivšega zakona, imam 2 krasni nečakinji, tako da pač sem povezana tudi s tem, ampak vseeno imeti izkušnjo rojstva svojega otroka mi pa ni dana v tem življenju. In kako sem prebolevala to bolečino, kako sem šla čez to, kakšno vero sem imela v vsem tem času, to pač imam in to lahko zdaj dajem in o tem lahko govorim in o tem želim govoriti, ker je to še vedno tabu tema. Vsak 6. par danes se spopada s to težavo in to ni nekaj, to se mi zdi, to je pač nekaj normalnega, nažalost, zdaj to postaja in je prav, da se o tem govori. Ja. Tako da je to pač. Res je pomembno, da se o tem govori in veš, ker film smo včeraj gledali s puncem, Dolga pot domov. In to res priporočam vsakmu po resnični zgodbi posnet film in govori o tem, kako je v Indiji se en fantek izgubil in ni našel pot domov in so ga potem dali v posvojitev v Avstralijo
enemu paru in on je bil celo življenje prepričan, da one dva ne morata imeti otrok. In potem na koncu je rekel, mama, škoda, da nisi ti imela svojih otrok, ker pa ne bi imela takih težav. Je rekla, ne, jaz sem se odločila, da ne bom imela svojih otrok, ker sem videla, da bom lahko nekomu pomagala s to svojo zgodbo. Neverjeten film, priporočam, vsakmu priporočam za ogled, mislim, res z veseljem pogledam kvalitetne zgodbe. Zgodb je toliko, kot je nas ljudi. Absolutno. In hkrati je pa tudi bolečin toliko, kot je nas ljudi, zato ker vsak nosi svojo lekcijo za predelati. In ta lekcija je tista, ki te naredi, kar te ne ubije, te ukrepi. In tisto, kar te ukrepi, potem lahko deliš naprej z drugimi. To so naše največje bolečine, so naše največje priložnosti, da gremo čez to in to delimo naprej. In vsak ima svojo in od nobenega ni boljša ali slabša, ali manj boleča ali bolj boleča, pač vsak ima svojo. Tako, in gre se za to, da en drugemu podamo roko, da en drugemu pomagamo naprej. In današnji video je namenjen prav temu, da vam predstavim to svetlo dušico, ki vam bo pomagala takrat, ko se vam mogoče zatakne, ko mogoče na poslovnem področju ne veste, kako naprej, mogoče na osebnem področju, da ste ujeti v neko kolesje in enostavno ne znate ven, tukaj je Dobrila, ki vam bo vsekakor pomagala, sploh pa če imate to izkušnjo, pa če koga poznate, da ne more imeti otrok, glejte, tukaj je zdravljenje duše. In s tem se ukvarja tale moja Dobrila. Tako da, jaz sem toliko srečna. Glej, tudi pot, da sem prišla do tebe. Pa nimam proti nobeni tej stopnički mojih računovodij nič, ker prvi je moški, ki je močno v moški energiji in sem mu hvaležna in še danes sva prijatelja. In druga gospa je ravno nasprotje od tega gospoda, simpatično, neorganizirana. Ta tretja je preveč organizirana in ta četrta je pa tisto, kar je meni pisano na dušo. In vsakič, ko pridem k njej, rečem, mene sem poslal, oziroma, kakšno naključje, da so prišli skupaj, tvoja soseda, in sploh ne vem, ki je izvedela za mene, pri svoji kozmetičarki po moje, čist neko naključje, da so prišli mi dve skupaj. Tako da verjemite mi, da vse, kar se nam zgodi, je na ključ je. Na ključ, na ključ. Tako da, imaš še kakšno sporočilo, Dobrila, zdaj za konec tega najnega javljanja? Ne. Nimam, v glavnem, hvala Minka za to predstavitev. Verjamem, da ob poslušanju in gledanju Minkinih sporočil in prebiranju njenih knjig rastete ravno tako z svetlobno hitrostjo, tako da super, Minka, za vse, kar delaš. Hvala. Tako da, lejte, to je za vas namenjen, da mogoče vas pokliče ali pa da naredite nek korak, da boste svetili svojo maksimalno svetlobo, ker vsak izmed nas vpliva na okolico okrog sebe. Tako da uživajte in vse dobro vam želim. Tako da, in če vas pokliče 11.11, takrat je čas za nov začetek.